No, danes je Slovenska demokratska stranka tu v Mariboru in sicer od jutra smo imeli posvet, kjer smo analizirali stanje doslej in pa tudi nekako naredili letni načrt za nadaljne delo. Ob tem seveda je tekla beseda tudi o aktualno-političnih razmerah v Sloveniji. Na to smo imeli izvršilni odbor ter svet stranke. Na svetu je sprejet dokument o volilnem kongresu, ki bo 20. maja letos, in sicer so imenovani odbori, predvolilni odbori, ki bodo pripravljali vse kandidature, jih zbirali. Same kandidature se pa vlagajo do konca aprila. Mislim, da bo tako pripravljen sam kongres v maju, ki je vsake 4 leta in je pomemben za vse nas, na katerem se voli predsednik stranke, voli se izvršilni odbor, voli se tudi nadzorni odbor, da bo uspešen in tudi današnji pogovor in razpoloženje med vsemi delegati, tako rekoč, je bil zelo optimističen in tudi poln upanja na boljše čase. Kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje glede izvolitev, torej kakšna bo vaša strategija o predsedniških volitvah, ali lahko potrdite, da že imate ime? O predsedniških volitvah še nimamo imena oziroma nismo še ta skupina, ki pripravlja te stvari, druge, ki so zunaj stranke, še ni uskladila nobenih imen. Torej ime gospe Tomc, ki kroži v javnosti? Še ni uskladila skupina nobenih imen. Kakšna pa bo vaša strategija? Ja, naša strategija bo seveda taka, da bi Slovenija dobila čim boljšega kandidata in tudi, ki bi bil izvoljiv. Kdaj pa lahko pričakujemo, da bi recimo uskladili okoli tega imena? To je pa stvar komisije, odbora, katerega član nisem jaz. Kar se tiče evidentiranja torej teh kandidatov, pa to za parlamentarne volitve, kako vi računate na redne volitve ali? No, mi računamo na vse možne variante A in B. Vsekakor večje število kandidatov je že nekako evidentiranih, sicer ne še potrjenih, kajti mi imamo dolg postopek, da pravzaprav se lahko za posamezen volilni okraj evidentira več kandidatov, potrdi se potem pa pač samo eden in te stvari so v teku. Jaz imam samo še eno vsebinsko vprašanje, če lahko morda dejali ste, da ste na začetku razpravljali o aktualnih političnih zadevah, katere konkretno, če lahko poveste? No, vsekakor stanje v Sloveniji, veliko je bilo govora o gospodarski situaciji, veliko o sodstvu, zapletih glede naše pravne države, potem tudi o sami usodi oziroma vprašanju, ki nas čaka glede arbitraže, na katero se seveda moramo pripraviti. Potem tudi vprašanje migrantske krize, ki se napoveduje tako ali drugače, tudi vprašanje v Evropi, to se pravi zunanja politična situacija je bila tudi zelo v ospredju. Skratka, lahko bi naštel vse, kar je pomembno. Hvala lepa. Povejte, špekulacije o tem, da bodo predčasne volitve konec koncev potrjuje nekako po svoje tudi vlada Mira Cerarja, ker deli piškotke, razne socialne transferje in tako dalje. Tudi konec koncev zadnji najava, da bo prišlo do investicije v Hočah za 400 delovnih mest, sodi nekako v ta okvir. Mene pa zanima nekaj drugega. Pojavlja se kot neki tretji steber političnih strank, ki naj bi se grupirale okoli Nove Slovenije. Kaj o tem menite? No, nekaj teh govoric sem jaz osebno tudi slišal, kaj več pa ne vem, kot to, kar ste tudi vi povedali. Hvala lepa.